Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo zdrav z oddaje s farmacevtom za zdravje. 14 dni je mimo in zopet se bomo družili, to pod z gospodom Bojanom Madžarjem, magistrom farmacije, specialistom klinične farmacije, sicer pa Pomurske lekarne so tiste, s katerimi seveda sodelujemo. Lepo zdrav. Pozdravljeni. Mesec maj je mesec, kjer se posvečate tudi vaši lekarnah, tudi vaši v Puconcih, odkoder prihajate, eni globalni akciji, ki poteka v Sloveniji, to je seveda hipertenzija, se pravi, v sklopu tega tudi upravljate najrazličnejše meritve. Malo nam povejte, zakaj gre, da ne bo ta končni izraz, kot radi rečemo, ali pa takole strokovno zveneči za naše gledalke in gledalce tako tuj. Ja, v mesecu maju poteka merjenje krvnega tlaka. Namreč to poteka pod okriljem Svetovne lige za hipertenzijo oziroma Svetovnega združenja za hipertenzijo. Tudi pri nas imamo potem seveda podružnico in to vodi dejansko v našem okolju. Dejansko 17. maja praznujemo ravno dan hipertenzije. So se pa odločili že nekaj let nazaj, da bi te meritve izvajali malce dlje časa, vsaj cel mesec, ker se potem te meritve zbirajo, obdelajo, statistično analizirajo tudi v svetovnem merilu. Namreč hipertenzija je en tak velik javnozdravstveni problem. Ljudje se velikokrat bojimo raka kot bolezni, ki prezgodaj jemlje življenje, ampak glavni vzrok umrljivosti, prezgodnje umrljivosti so bolezni srca in ožilja. In kar se tiče hipertenzije, je eden izmed zelo pomembnih dejavnikov tveganja za preprečevanje oziroma povzroča bolezni srca in ožilja. Povzročitelj kapi možganske, bolezni srca, kot je recimo srčno popuščanje, angina pectoris, srčni infarkt, bolezni ledvic, celo bolezni oči. Govori se o tem, da je to tih ubijalec, ker če nas nekaj boli, potem to takoj zaznamo, če imamo glavobol ali če se kaj udarimo, hipertenzija pa ne boli. Tudi več let ne in povzroča kar veliko težav. In zato je še kako pomembna, kar ste povedali, pravzaprav za vse bolezni, nekako prvi tisti pokazatelj, znanilec, ozaveščenost. Da ljudje vedo, zakaj gre, na kakšen način. To je seveda akcija vredna podpore v vseh pogledih, vendar ne samo meseca maja, to se pravi ozaveščenost ljudi in posledično potem merjenje krvnega tlaka bi se naj seveda razširilo praktično skozi vse leto. Ne nazadnje, sedaj se aparature dobijo, svoj čas so to imeli samo zdravniki, ki so skoraj da dostopne vsem ljudem. Ja, merilci krvnega tlaka so že nekaj let, ti samodejni, dejansko tudi finančno dostopni, pa tudi kar se tiče kakovosti, govorimo o merilcih, ki so zaupanja vredni. Seveda ne vse, kar nam trg ponuja, ampak recimo Združenje za hipertenzijo redno preverja merilce krvnega tlaka in na svoji spletni strani tudi objavlja tiste, ki so po njihovih merilih, torej zaupanja vredni, ki so dovolj kakovostni. In dejansko tudi v lekarnah se tega držimo, ponujamo, tudi lahko se kupijo merilci krvnega tlaka. Bi rekel tako, da se razlikujemo od drugih možnosti, tudi potem, predvsem, da pazimo na to, da imamo na naših policah kakovostne izdelke, po drugi strani pa tudi skrbimo za to, da potem stranko, ki kupi merilec, naučimo pravilnega merjenja krvnega tlaka, ki je še toliko bolj pomembno. To sem hotel ravno navesti, ni vse aparatura, tako kot pri vseh stvareh, moraš z njo znati upravljati, ker šele potem, ko je pravilen postopek merjenja krvnega tlaka, prideš do nekih pravih, adekvatnih rezultatov. Ja, tako je, ki so zaupanja vredni. Veste, krvni tlak je pač nekaj, kar se spreminja, kar ni stalno, kar se lahko tudi v hipu spremeni, če smo malce bolj fizično aktivna recimo, ali pa če naj kaj razburi, bova takoj imela višji krvni tlak. Kavo popijeva, Tudi to, tudi določena hrana, pijača, vse to so dejavniki, ki vplivajo na vrednost krvnega tlaka.
Zdaj, kar se tiče meritev krvnega tlaka, pa vedno priporočamo, da se meritev izvede na ta način, da izmerimo tisti krvni tlak, ki je nekje v nekem umirjenem stanju, ker tisti je potem pokazatelj dolgoročno seveda, ne? Če pri nas so vrednosti res previsoke, da bi bilo treba kaj ukrepati ali pač ukrepanje na srečo ni potrebno. Torej, to, kar ste vi povedali sedaj, osnovo, dobijo tudi v lekarnah navodilo, kako, kdaj ljudem priporočate merjenje. In seveda v tele akciji sedaj, ki se pelje v mesecu maju, bodo verjetno na vseh teh akcijah tudi to poudarili. Ne samo, da bodo izmerili brezplačno krvni tlak vsem tistim, ki se bodo udeležili teh akcij, ampak bodo tudi povedali, če upravljajo doma, kako in kaj. Tako je, ja. Tudi na to naučimo. V lekarnah dejansko merimo krvni tlak tudi vse ostale dni leta, seveda v času, ko je lekarna odprta. Po Murskih lekarnah že vrsto let ponujemo merjenje krvnega tlaka, s tem, da gre za samoplačniško merjenje, za izjemoma bo brezplačno, ko se pridružimo torej temu svetovnemu dnevu hipertenzije. Drugače pa ja, priporočamo ljudem, da ni se treba nikoli naročiti dejansko na to meritev, ampak je vseeno fajn, da pridejo recimo na meritev tako, vsaj kakih 15 minut ali pa 30 minut potem, ko so kaj pojedli, da tudi niso bili prej ne vem koliko fizično aktivni. Raje potem vidimo vsaj, da se za 5 minut nekdo usede, umiri in potem tista meritev, ki se izvede, je toliko bolj verodostojna. Zdaj, če omenili ste merjenje doma, ljudje velikokrat sprašujejo, na kateri roki pomeriti krvni tlak. Recimo, če imamo merilec doma, najprej pomerimo na obeh rokah krvni tlak in potem dalje izvajamo meritve samo na eni načeloma roki, praviloma na tisti, kjer je krvni tlak bil pomerjen višji. Če je ta razlika med levo in desno roko kar velika, več kot 10-20 mm živega srebra, potem pa v takem primeru priporočamo celo obisk pri zdravniku, da se ugotovi, zakaj do tega prihaja. Načeloma med meritvami naj ne bi bilo desne in leve roke nekih velikih razlik. Zanimiva stvar, tudi prvič slišim tole, vedno si na eni roki merimo, seveda treba pri tem paziti, ne? Gornji tlak, spodnji tlak in seveda tudi utrip. Merilci imajo tudi pokazatelja srčnega utripa, tudi to je zelo pomembno. Tako je, seveda, posebej določeni ljudje jemljejo nekatera zdravila, ki lahko srčni utrip precej znižajo, kar je njihov namen, ampak moramo spet paziti, da ne bi bil prenizek. Tudi ti, ki merijo krvni tlak, jim priporočamo, da si te meritve zapisujejo, da se potem skozi daljše časovno obdobje vidi neka tendenca oziroma kam gre. Ali so naše meritve stabilne, nihajo, naraščajo, padajo, kakorkoli že. Ti merilci krvnega tlaka načeloma te 3 meritve zabeležijo, zaznajo, nam posredujejo v obliki izpisa, kar si potem torej mi lahko zabeležimo, če smo nekaj bolj vešči, lahko uporabljamo v ta namen kakšne te moderne komunikacijske naprave, kot so mobiteli, tablice, računalniki in podobno, ali pa neko beležko načeloma, ne. Tudi v lekarnah recimo ponujamo kakšne beležke, brezplačno lahko dobijo, kamor si lahko te meritve zapisujejo. Nekateri merilci, ki so nekoliko bolj sofisticirani, zaznajo lahko celo srčno aritmijo. Seveda pa je tudi na razpolago za te, ki si zapisujejo, spletna stran, pa ne vem, da samo sedaj, www.hipertenzija.org, kjer lahko si to zapisujejo oziroma preko tega verjetno tudi kontrolirajo zadevo. Ja, ta spletna stran je dejansko last Združenja za hipertenzijo. Na tej spletni strani lahko vsak posameznik najde veliko informacij glede povišanega krvnega tlaka, o tem, kako se meri, kaj povzroča, kako se dejansko izogibamo težavam, ki jih lahko povzroča povišan krvni tlak. Drugače pa v tem mesecu maju je odprta možnost vpisovanja podatkov v spletni obrazec, ko lahko torej vsak ima doma merilec, lahko si krvni tlak v skladu s tistimi navodili seveda zabeleži, še nekaj informacij mora dodati in potem to posreduje temu združenju, kar bo potem posredovano potem tudi naprej, ne. Podobno mi, če pridete recimo v
petek si pomerite krvni tlak, takrat, ko izvajamo brezplačno merjenje, zabeležimo podatke v ta obrazec, ki ga bomo potem posredovali naprej, da potem bomo tudi čez čas videli, kje smo glede na druge evropske države ali celo druge svetovne. Zanimivi in seveda dobri podatki za celotno populacijo Slovenije kot takšno. Bojan Madžar, magister farmacije, kaj storiti, kaj narediti, ko zaznamo veliko odstopanja ali pa velike stvari pri meritvah tudi doma, da en dan je pritisk takšen, ob isti uri ga merimo, recimo zjutraj, pred zajtrkom, zopet potem drugi dan nekaj povsem drugega, tretjega. Seveda lahko prihaja tudi do kakšnih motenj na aparatu, ampak verjetno je to tisti prvi pokazatelj, če pritisk niha, oziroma če je enkrat visok, enkrat nizki, da je treba nekoga vprašati oziroma se nekje posvetovati. Ja, velikokrat si krvni tlak morajo bolj pogosto meriti ljudje, ki se že zdravijo zaradi hipertenzije in seveda potem te meritve v tudi različnem delu dneva, zjutraj, zvečer, opoldne, lahko nakazujejo na potrebo prilagoditve zdravljenja z zdravili, bodisi to pomeni premik, da določeno zdravilo vzamemo raje zjutraj kot zvečer oziroma opoldne, odvisno od tega, kdaj je res ta krvni tlak visok. Ponavadi ljudje imamo čez dan višji krvni tlak in nižji ponoči. Ni pa to vedno res, nekateri pa ravno obratno. Ali pa se prilagodi enostavno odmerek zdravila. Zdaj, če se še ne zdravimo z zdravili, potem je načeloma tako, da če si izmerite krvni tlak pod nekako 120 sistoličnega oziroma pod 80 diastoličnega, potem ste ok, ste v idealnem dejansko tistem primeru. Se pravi, lahko vam samo čestitamo in tle ni treba meritve potem ponavljati vsakih nekaj dni, enkrat na leto bo čisto dovolj, da spet preverimo naš krvni tlak. Seveda pa tudi v takem primeru svetujemo, da nadaljujete z življenjem, kot ga živite do sedaj, verjetno živite na pravi način, da je krvni tlak urejen. Zdaj, če je krvni tlak tam med sistoličen 120-140 oziroma ta diastoličen 80 do 90, potem seveda še ni to toliko preveč, da bi govorili že o nekem bolezenskem stanju hipertenzije. V takem primeru pa svetujemo, da če kadite, prenehajte. Svetujemo tudi recimo, da znižate telesno maso, če je povišana, vse to lahko vpliva na hipertenzijo, ali pa vsaj, da se ohrani teža, tista zdrava teža, da se v vsakem primeru čim več gibamo, da pazimo predvsem na prehrano, uživamo veliko zelenjave, sadja, zmanjšamo vnos soli, maščob in pa seveda tudi, da v takem primeru še ni treba iti do zdravnika, ampak vsaj enkrat letno pa je treba preveriti krvni tlak, če ne bo šel nad tisto mejo 140. Mi, če bomo v lekarnah vam zdaj izmerili krvni tlak nad 140/90, vam bomo priporočali obisk pri zdravniku oziroma vas napotimo k zdravniku. S tem še nismo rekli, da vi imate zdaj hipertenzijo. Ena meritev še ne pove vsega. Zdravnik pa ima druge možnosti, večkrat pomeri, lahko tudi meri skozi ves dan, tisto kontinuirano in potem na podlagi tega se potem seveda določi najprej, a gre za hipertenzijo, potem pa se seveda pomeni, a se poskuša z temi nefarmakološkimi ukrepi, načeloma pa, ker jih je tako zelo težko, veste, nefarmakološke ukrepe spremeniti življenjski slog je zelo, zelo težko. V teoriji je zelo uspešno in tisti, ki to naredijo, tudi zmanjšajo vnos zdravila ali pa celo zdravila jim ni treba jemati, ampak v praksi se pa to težko izkaže. Če pa je, prej ste omenili zelo visok, če je nad 180 sistolični, potem pa vas takoj napotimo k zdravniku. Glede na izkušnje, ki jih imate, ko ljudje prihajajo, kaj je več? Problem z zgornjim pritiskom, jaz pravim zgornji in spodnji, tako poznamo, ali težave z spodnjim pritiskom? Enkrat sem slišal, da pa je najbolj občutljiva zadeva, seveda, če sta ta dva zelo skupaj. Je to res? Ja,
dejansko je največja težava. Spremljamo tako zgornjega kot spodnjega. Običajno prihaja če je povišen krvni tlak, sta povišena oba dva skupaj. Ja. Tako da bojimo se seveda najprej tistega zgornjega, tiste visoke vrednosti, ker lahko pride do kakih akutnih poškodb. Če so pa kakšne res sicer zelo redke, ampak neka odstopanja, taka nenormalna, potem je pa treba iti do zdravnika ali celo kardiologa, da se ugotovi, kaj je temu vzrok. Mesec maj, mesec, ki ga namenja združenje, ki ga namenjate lekarne, hipertenziji. Pomurske lekarne, kako se boste vključili v to akcijo, oziroma že ste vključene, kaj nas čaka ta petek, kaj nas čaka za ta vikend, konec meseca v deželi ob Muri? Ja, Pomurske lekarne se že vrsto let pridružujemo tej akciji, dejansko, kot sva omenila, tudi skozi vso leto merimo krvni tlak, ker še enkrat bi rad izpostavil, polovica ljudi, ki ima povišen krvni tlak, tega sploh ne ve. Polovica od tistih, ki to ve, pa ne naredi ničesar, ne spremeni svojega življenja, ne jemlje zdravil, se pravi 3/4 ljudi s povišenim krvnim tlakom ne naredi nič proti temu, zato so pa bolezni srca in ožilja glavni vzrok smrtnosti v našem svetu. Mi torej omogočamo merjenje krvnega tlaka nenehno, imamo na razpolago merilce, da se ljudje tudi sami lahko pomerijo, svetujemo, nastopamo v medijih, kot je danes, drugače pa ta petek, torej ob 17. maju, pa brezplačno izvajamo meritve za vsakoga, ki bo prišel v lekarno, načeloma, če le ne bo prevelik naval, vam bomo takoj lahko tudi krvni tlak potem pomerili. Cenjene gledalke in gledalci, slišali ste, čuvajte svoje zdravje tudi na ta način, da redno kontrolirate seveda pritisk vašega telesa. Z Bojanom Madžarjem, magistrom farmacije, smo bili danes v družbi, mesec hipertenzije, v petek pa le obiščite. Takrat boste bolj natančno verjetno tudi izmerjeni, če že doma tega ne počnete, in seveda želim vam, da se čim manj nervirate in ohranjate vaš pritisk na ustreznem nivoju. Pa srečno do drugič.